Torej, tudi ta tradicija je čudovita, da se dobimo, da se pogovorimo vsako leto, da se več kot že rečeno in da se tudi novi avtori ali avtori, ki se ne poznajo, srečajo med seboj. Tudi tu bo zagotovo nocoj danes kakšna nova ideja, kakšna misel, morda za kakšno izboljšavo, še kakšne druge sugestije, tako urednici, tako tudi mojim sodelavcem in sodelavkam. Jaz bom rekel eno bolj slabo novico, ne? Vsako leto je ta zgodba dražja, ampak najdemo denar, ampak zato je seveda tistih avtorskih honorarjev, ki bi jih morda na veliko kdo pričakoval manj ali skoraj nič, ampak zato rečemo, kakšno knjigo za prijatelje bomo več dali in je to ta avtorski honorar. Jaz vem, da večina med njimi ali skoraj ni nikogar, ki bi rekel, zdaj pa mi za eno študijo, za eno raziskavo, dajte toliko, kot bi jaz dobil, ne vem, v enem znanstveni reviji ali še kje, ampak mislim, da tudi kakšna raziskava komu, ki prav pride, da je na nek način zastonj objavi, in ima tudi za dokaz, če je potrebno, zdaj pa seveda že malo nakladam. V tej smeri pa da je tudi to ena od priložnosti, da se človek kot avtor izpopolnjuje in seveda tudi na koncu v Kamniškem zborniku dokaže. Jaz bom v tej priložnosti rekel hvala v prvi vrsti Marjeti zagotovo, ki je trpežna, da nas zna spodbujati, zna izbirati vsebine, zna seveda tudi sugerirati in konec koncev tudi komu odkrito pove, da je treba stvar vsebinsko dodelati, da kajti kvaliteta raste, to se zavedajmo tega, in da je Marjeta tista, ki skuša dvigovati to kvaliteto in tudi z njeno pomočjo so številni članki, številne vsebine na res, moram reči, visokem nivoju, ali govorimo strokovno ali leposlovno, kakorkoli že. Sem vesel, da je to zgodba, ki se vsako leto zgodi ob občinskem prazniku, 229. marec. Letos smo zaradi malo rezerve potegnili, pa zaradi praznikov potegnili v prve dni aprila, ampak ne glede na to, še posebej je ta zbornik dobil ceno, kajti odprli smo ga oziroma predstavili smo ga v predstavljeni knjižnici v Šmarci, tako da smo dva dogodka, bom rekel, knjižna dogodka v narekovaju pripravili skupaj in tudi to je dokaz, da se zbornik, da je zbornik ima ceno in da ga želimo imeti. Polna dvorana v kulturnem domu v Šmarci pa zagotovo to dokazuje. Da ne bom koga pozabil, zagotovo moram pa reči enkrat vsem avtorjem, vsem sodelavcem, tisti, ki ste tu, tisti, ki jih ni tu, da delate naprej in seveda bodite ponosni, da je ena taka kvalitetna knjiga, ki izide vsaki 2 leti, Kamniška knjiga. Spoštovani gospod župan, spoštovana gospa Lili, spoštovani sodelavka, vsi sodelavci na občini, tudi ki na oddelku za družbene dejavnosti pomagajo, da ta stvar potem se rodi. Namreč gradivo se lahko zbere, lahko se tudi zlektorira, lahko se pripravi, ampak seveda potreben je pa tudi denar in seveda tudi drugi napori. In to stransko je občina Kamnik, to seveda moralno in finančno. Zlasti seveda moramo reči, da je to bil župan tisti, ki je vse skozi to podpiral v uredniškem odboru in pa tudi sicer, tudi potem, da je občinski svet sprejel ustrezna sredstva. Skratka, to je tista osnova, iz katere potem raste, nastane zbornik. Gotovo pa je, da nam tudi noben denar pa nobena stvar ne bo nič pomagala, če ne bi imeli dobrih sodelavcev, dobrih avtorjev. Jaz sem zmeraj pri vsakem zborniku sem vesela, da sodelujejo mladi ljudje, novi ljudje in pa seveda tisti, ki so nekateri kar stalnica tega kamniškega zbornika. Smo pa zdaj na eni taki dobi, ko se pravzaprav majčkeno pa to zdaj že spreminja. Nekateri avtorji so odnehali, bodisi zaradi starosti ali pa da jih ni več, drugi pa novi nastajajo.
in novi se pojavljajo in to je zame ena taka čudovita stvar, da mladi ljudje začenjajo z raziskovalnim delom in da potem to objavljajo. Zdaj, župan pravi tako, da v znanstvenih revijah se dobijo dobri honorarji. Jaz bi recimo rekla, pa navrščam le tudi gospod Slavnik, da bi župan povedal, kje je tista revija, da bi mi tam objavljali, ker potem bi res, s tem da rečem, da ni treba za kamniški zbornik dati honorarja, ne mislim to, ampak take revije jaz pravzaprav nobene ne poznam. Jaz ne vem, Slavnik mogoče pozna, on je bogat človek, izgleda, ali pa tam je Božo tudi bogat, ne? Ne poznam revije, ki bi kaj plačala, kako še bolj je problem, ne? Tukaj res te prakse pravzaprav ni. Tak zbornik, da so dobro vprašali, bi samo pomeški, ampak je bil prva in zadnja številka in še tako ena sama. Skratka, jaz sem povedala, ko so mi rekli, ja, po meni pa plačajo toliko, sem rekla, ja, ampak to je prva in zadnja številka. In dejansko se je tako zgodilo. Skratka, jaz mislim, da tukaj nihče ne sodeluje zaradi denarja, ampak mislim pa, da vsi želijo nekaj prikazati, nekaj povedati za nas, ki zdaj živimo in seveda tudi za ljudi, ki bodo živeli potem kasneje za naše zanamce. Zdaj, jaz upam, župan, če ne vem, ali boš kandidiral, ne boš kandidiral, upam pa, če ne boš kandidiral, da boš to stvar še naprej podpiral, ker jaz mislim, da si vpliven in da bo potem tudi novi župan to podprl, jaz upam. Zaradi tega, ker stvar je upeljana. Res je, kot si rekel, nekaj člankov je že za naslednji zbornik obljubljenih. Nekaj se jih obljublja tudi iz zbornika v zbornik, ampak tako je.